trenutkom tudi odpiram snemanje dogodka, zato da bomo lahko potem to okroglo mizo tudi kasneje še uporabili, zato da se objavi na spletnih straneh projekta Noč raziskovalcev, pa tudi za nas, da potem kasneje morda uspemo še kakšne stvari, ki bodo danes povedane, predstavljene, uporabiti naprej oziroma o njih razpravljati naprej. Lep pozdrav najprej iz moje strani. Jaz sem danes tukaj predvsem v vlogi tistega, ki skrbi za to, da naj bi tehnično stvari bile izvedene na tak način, kot je predvideno. Prijave vidim, da tečejo brez posebnih težav. Sicer so pa z mano na tej okrogli mizi, ki jo organiziramo s strani Oddelka za pedagogiko in andragogiko, še kolegi, pa bom začela najprej z moškimi predstavniki, profesor Robi Kroflič, profesor Borut Mikulec in pa profesor Zdenko Medveš in pa še kolegici Andreja Hočevar in pa Petra Gregorčič Mrvar. Namen tega našega današnjega srečanja je, da v luči trenutnih dogodkov pokažemo, kako na nek način poteka raziskovanje vzgoje in izobraževanja, čisto z vidika tega našega odziva v času, ko je od spomladi se začelo to korona obdobje, pandemija, epidemija, in pa da hkrati potem tekom te okrogle mize naslovimo tudi tisto temeljno vzgojno-pedagoško vprašanje, kakšni sploh so cilji vzgoje in izobraževanja v nekih izrednih razmerah, v kakršnih se danes nahajamo. Preden predam besedo profesor Krofliču, samo še kratka predstavitev tega, kako smo si zamislili to današnjo okroglo mizo. Najprej bodo govorci in govorke predstavili svoje poglede. Hkrati pa ste vabljeni, da tudi v klepetalnici pišete svoje odzive, komentarje, tudi morebitna vprašanja, potem pa, ko končamo z tem predstavitvenim delom, sledi še odziv na vprašanja, ki se bodo vzpostavljala ali v klepetalnici, ali pa tudi čisto na način vaših komentarjev, ki bi želeli deliti z nami po koncu teh uvodnih predstavitev. Tako da toliko za uvod iz moje strani. Robi, tako kot si napovedal, uvodoma 3 minute so prešle in jaz ti predajam besedo, da še čisto v vsebinskem smislu predstaviš uvod v to današnje srečanje okroglo mizo. Ja, hvala za besedo. Osnovna ideja, ki smo jo imeli, ko smo se odločili, da organiziramo to okroglo mizo, je bila predstaviti pomen pedagoškega raziskovanja in to ne na način, da bomo nekaj silno teoretizirali o tem, kakšen je danes status pedagogike kot znanosti, ampak da to predstavimo na konkretnem primeru. Se pravi, kako se pedagoška znanost, tisti del, recimo, ki se odvija na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, odziva na današnjo situacijo. Zdaj, vemo, da je pandemija COVID-19 pravzaprav zelo obsežen družbeni pojav in tudi globalen, se pravi, pojavlja se povsod po svetu in nikakor ni mogoče in smiselno zagovarjati tezo, da je to prvenstveno zdravstveni problem. Pandemija je pač pojav, ki sega vse pore družbenega življenja, še posebej boleče tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Zato seveda je dolžnost ved, ki se ukvarjamo pač z različnimi vidiki, recimo človekovega bivanja v družbenem kontekstu, da seveda, ko se pojavi nekaj takega, poskušamo ta pojav misliti, ga sproti analiziramo in seveda kot angažirane vede tudi iščemo neke rešitve, ki bi vsaj omilile pravzaprav težave, s katerimi se srečujemo. Dejstvo je, da kljub temu, da obstajajo neki mednarodni dokumenti, ki jih je sprejela recimo OZN, Evropski parlament, ki govorijo pravzaprav o tem, kako se
odzivati na neke take katastrofične situacije, smo pravzaprav povsod po svetu priča situaciji, ko nismo na stanje, kakršno se je zgodilo, najbolj dobro pripravljeni. V Sloveniji mogoče v tehničnem smislu pravzaprav so stvari relativno ugodne. Večina naših učencev, dijakov ima vsaj približno delujoče naprave za komunikacijo na daljavo. Res pa je pravzaprav, da tisto, kar nas bolj zanima, je pravzaprav, kaj se dogaja z samo kakovostjo te učne komunikacije, kako se na pouk na daljavo odzivamo vsi pravzaprav, od otrok, mladostnikov do učiteljev in seveda tudi sama prosvetna politika. Na oddelku za pedagogiko smo se zelo hitro odzvali na nastalo situacijo. Naj vam predstavim samo nekaj ključnih akcij, ki so potekale praktično od začetka razglašene pandemije. Na nek način pravzaprav lahko rečemo, da smo, kot da bi vedeli pravzaprav, da se nekaj čudnega dogaja, že v januarju na pedagoško-andragoških dnevih odprli temo vplivi sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje. Izkazalo se je seveda, da je kritičen pogled pravzaprav na to, kako lahko uporabljamo predvsem informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, izjemno pomembno tudi v času, ki ga zdaj živimo. No, v marcu smo se takoj na začetku pravzaprav pandemije odločili, da na uradni spletni strani oddelka za pedagogiko in andragogiko odpremo en zavihek o aktualnih razmišljanjih ob pandemiji in nam ga ves čas nalagali kritične razmisleke, pa tudi pravzaprav prve raziskovalne ugotovitve, ki so nastajale. Že v aprilu smo seveda brez vsakršnega finančnega pokritja izvedli pravzaprav dve relativno obsežni anketni raziskavi med šolskimi svetovalnimi delavci in ravnatelji. Odziv je bil zelo dober. Ravnateljev se je na to anketo odzvalo 144, šolskih svetovalnih delavcev pa 328. In že v maju in juniju smo objavili tudi ne samo grobe podatke, ampak tudi prve analize. Hkrati seveda ob vseh čudnih dogodkih, ki so se odvijali pravzaprav na ravni različnih odredb Ministrstva za šolstvo, potem seveda tudi načina, kako se je v spremljavo dogajanja odzval Zavod Republike Slovenije za šolstvo, smo pravzaprav se sproti odzivali z nekimi svojimi stališči o tem pravzaprav, kako reagirati na ponovno odprtje vrtcev, kako organizirati pravzaprav ocenjevanje znanja temu, ki je danes ponovno aktualna, in seveda opozorili na dejstvo, da zgolj in samo neke anketna preverjanja stanja nikakor ne bodo zadoščala. Ključne ugotovitve raziskav v tem obdobju bomo danes predstavljali na tej okrogli mizi. Videli boste, da se bomo dotaknili vseh ravni izobraževalnega sistema, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do izobraževanja odraslih. Hkrati pa bomo predstavili tudi svoje teoretske analize, recimo delovanja naše prosvetne politike in na nek način pravzaprav poskušali vzpostaviti
kritičen pogled na to, kaj se ta hip dogaja pri nas. Verjamem pa tudi, da odvrnem vsaj nekaj pravzaprav idej za to, kako bi lahko izboljšali situacijo, v kateri smo se znašli. Za zaključek mogoče samo še eno misel, ki jo je zapisal eden od trenutno bolj aktivnih raziskovalcev dogajanja v času pandemije COVID-19, kolega Peter Jandrič. Njegovo razmišljanje bomo lahko prebrali tudi v tematski številki Sodobne pedagogike, ki je v zaključni fazi redakcije, tudi ta je celoti namenjena tematiki vzgoje in izobraževanja v času pandemije, pri čemer smo pravzaprav uspeli zagotoviti toliko prispevkov, da bo poleg redne tematske številke išla še ena posebna številka. Tako je zapisal Peter Jandrič: dobrodošli v viralni modernosti, kjer produciramo vedno več raziskav za vedno manj ljudi in ker je lažje zadeti na loteriji, kot biti slišan. Upam, da bo ta okrogla miza vsaj približno slišana, ne samo od tistih vas, ki ste se udeležili v živo, ampak tudi od druge zainteresirane strokovne javnosti, ki si bo lahko ogledala ta posnetek. Toliko zaenkrat. Hvala, Robi. Zdaj bi pa jaz kar predala besedo Andreji Hočevar, da predstavi videnje, dogajanje, oceni na nek način raven predšolskega izobraževanja v teh trenutnih razmerah, v katerih smo. Tako da, Andreja, beseda je tvoja. Hvala, predšolske vzgoje, Katja. Na redu. Skratka, zdaj na področju predšolske vzgoje ni bila delana nekakšna raziskava, ki bi se lotevala te tematike, o kateri danes govorimo. Zato bom jaz namenila pravzaprav nekaj minut oceni tega, kaj pravzaprav, oziroma pregledu tega, kaj se na ravni vrtcev v državi dogaja in kaj je pravzaprav reči o stanju predšolske vzgoje v času epidemije v našem prostoru. In tu se pravzaprav postavlja vprašanje, je bolj na mestu vprašanje, ali v Sloveniji zdaj sploh še lahko govorimo o predšolski vzgoji. Vprašanje, ali imamo raziskave, ki bi odgovarjala na vprašanja povezana s korono. Kako so vrtci delovali v teh okoliščinah spomladi in tudi zdaj. In pa seveda bi vprašanja, iskati odgovore na vprašanja povezana s tem, kje so pravzaprav otroci, kaj je z otroki, ki v obeh valih epidemije, če smem tako reči, niso bili oziroma niso vključeni v vrtce. Teh odgovorov mi seveda praktično nimamo, imamo pa nekaj podatkov, ki govorijo o deležih vključenih otrok v vrtce v obeh valih epidemije. Ko so recimo v mesecu marcu se vrtci zaprli v letošnjem letu, so se in potem ponovno odprli 18. maja v tem letu, je ministrstvo poroča, da je v tistem obdobju skratka ni bilo vključenih otrok, ampak ko so se vrnili, in to jaz mislim, da je neke vrste zelo alarmanten podatek, ko so 18. maja otroci zopet lahko vstopili v vrtec, se jih je vključilo ponovno nazaj samo 47%. Od tega, znotraj tega je delež 51% bilo otrok prvega starostnega obdobja in 45% otrok drugega starostnega obdobja. Kje so bili ostali otroci? Zakaj se niso ponovno vključili v vrtec v tistem obdobju, potem do konca junija? Tega odgovora na to vprašanje nimamo, lahko zgolj ugibamo. Tudi tega odgovora na vprašanje, kateri otroci so se vrnili v vrtec, nimamo. Resorno ministrstvo preprosto teh podatkov ni zbiralo. S 1. septembrom se je začelo novo šolsko leto, novo vrtčevsko leto.
Trajalo je, se veste, ne, tam zdaj do 12. oktobra, se pravi dober mesec nazaj, smo ga prekinili, ko je bila zopet razglašena epidemija. Zdaj tu obstajajo neuradni podatki ministrstva, da je v vrtce zdaj v tem hipu vključeno 4,2% otrok. Vse skupaj jih je 87.000 in 4 naj bi jih bilo, okrog 87.000, od tega samo 4,2% so zdaj, je zdaj otrok vključenih v vrtec. Skratka, odločevalcem in odločevalkam v državi, v politiki je pravzaprav res uspelo predšolsko vzgojo reducirati na peščico otroka. Ampak kljub temu, da so že v prvem valu bili vrtci popolnoma zaprti in zdaj podobno v drugem, vrtci vendarle niso mirovali. Recimo Skupnost vrtcev Slovenije, Pedagoški inštitut poročata, da koliko so uspeli zbrati podatke, da so številne vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ostajale v stiku starši in otroki, preko različnih medijev, preko telefona, e-pošte, tudi Zooma in podobnih aplikacij, srečevale, v navednicah so se z njimi v e-igralnicah, na spletnih straneh vrtcev lahko recimo zasledimo nabore različnih dejavnosti za otroke prvega, drugega starostnega obdobja, ki jih z otroki doma lahko izvajajo starši ali tiste osebe, ki jih v tem obdobju varujejo, in pač take dejavnosti, ki ne zahtevajo nekakšne posebne opremljenosti doma ali pa nekih posebnih materialov, ki jih vrtci seveda imajo, starši bi jih pa morali kupovati in lahko seveda tudi niso niti finančno dostopni. Na internetnih straneh vrtca lahko zasledimo, odkrijemo neko pravo zakladnico inovativnih idej, katere dejavnosti upravljati doma, katere v naravi z družino, video vsebine, ustvarjanje izdelkov, branje pravljic na daljavo tudi, pa posnetki recimo jutranje telovadbe, ki se ponavadi v vrtcu, kot veste, izvajajo v jutranjem krogu. Vsi ti materiali so v nekaterih vrtcih na voljo. Poleg tega so vrtci pa skrbeli oziroma skrbijo za ohranjanje stika s starši oziroma z družinami, recimo na način spletne kave, prek neta, pošiljanja idej preko e-pošte za razne aktivnosti za malčki in otroci. Skratka, lahko bi še kar kaj naštevala, ampak na kar želim pa opozoriti pa je, da vse navedeno lahko opazimo le pri nekaterih vrtcih oziroma le na nekaterih internetnih straneh vrtcev, kje drugje preprosto zasledimo zadnja informacija, vrtec do nadaljnjega zaprt oziroma v tem smislu, da vrtec ne deluje, kar seveda pomeni, da pristojni na sistemski ravni niso poskrbeli, da bi na te načine, ki sem jih tole malce naštela, strokovno ravnali v vseh vrtcih v državi in da bi vsem vrtcem postavili jasne zahteve, lahko rečemo tudi pravila v zvezi s tem, pa seveda tudi kriterije, kaj lahko počnejo z otroki nadaljavo, če smem tako reči, koliko časa, kaj priporočajo, česa naj bi bili, bi morali biti deležni vsi otroci oziroma prav vsak otrok posebej, seveda ob opori staršev oziroma tistih, ki jih v nekem zdaj tem vmesnem času varujejo. Skratka, vrtci bi lahko s podporo resornega ministrstva oblikovali neko ponudbo, beseda je pač ponudba tržno zveni, ampak vendarle ponudili staršem, otrokom in ostalim neke dejavnosti, ki bi jih lahko sami izvajali doma. Skratka, lahko mirno rečemo, da tu resorno ministrstvo ni naredilo nič, ni reagiralo na neenakosti, kot vsaj na nek način poskuša v šoli. In seveda to kljub temu, da je predšolska vzgoja ključna za to, da pred šolo, pred vstopom v šolo izenačimo razlike, neenake pogoje, ki jih imajo otroci za razvoj v pač različnih družinah. In tu bi ministrstvo
moralo pripraviti sistemske rešitve, okvir dejavnosti z navodili, standardi za vse vrtce v državi. Ampak med tem, ko je recimo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo ministrstvo pripravilo publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah povezanih s COVID-19, modeli in priporočila, vrtcev sploh ni vključilo vanj. Zato mislim, da lahko vsi skupaj samo upamo, da se bodo vrtci čim hitreje odprli, ker je dejstvo, da je na tem področju pač resorno ministrstvo naredilo, ni bilo dejavno, naredilo nič oziroma zelo malo, in pravzaprav najmanj ali pa nič lahko rečemo, kar je ključnega za optimalni razvoj otrok. Nedvomno bo pa seveda v času, ki nas čaka, potrebno raziskati tudi, kakšne so zdaj pravzaprav posledice, oziroma se bo to verjetno odražalo v naslednjih raziskavah po celotni vzgojno-izobraževalni vertikali, kaj so otroci, večina njih v tem času pravzaprav izgubili. Toliko bi jaz želela povedati o tej tematiki. Hvala. Hvala, Andreja. Zdaj, kot rečeno, uvodoma komentarje, odzive na to, kar govori posamični poročevalec, bomo povzeli potem na koncu. Tako da še enkrat vabljeni, da se odzovete kar sproti tudi v klepetalnici. Nadaljevala bi pa Petra z predstavitvijo uvodoma izpostavljene raziskave, ki je v spomladanskem času potekala na oddelku, oziroma bolj pravilno rečeno 2 raziskav. Tako da, Petra, predajam besedo. Ja, lepo pozdravljeni. Hvala lepa, Katja. Zdaj, jaz bom pa šerala zaslon, tako da samo da tole uredim. Tako bi samo prosila za informacijo, če se vidi. Vidi. Hvala. Tako je, ja, jaz bom predstavila 2 raziskavi, ki sta bili omenjeni, ki smo jih izpeljali na oddelku za pedagogiko in antropologiko takoj v začetnih tednih. Zdaj, morda kar takole, to sta bili prva raziskava, potekali ste istočasni v sredini aprila, prva je bila izvedena med ravnatelji, druga je bila izvedena med svetovalnimi delavci. Namen obeh raziskav je bil, pravzaprav smo želeli ugotoviti, kateri so temeljni izzivi, katere so vprašanja, dileme, s kateri so se soočali na šolah oziroma v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v teh prvih tednih epidemije oziroma zaprtja šol in izobraževanja na daljavo, na situacijo, na katero pravzaprav ni bil nihče pripravljen. Zdaj, če pogledam, najprej poskušala bom, to sta bili kar obširni raziskavi, sploh med svetovalnimi delavci je bil vprašalnik z veliko odprtih odgovorov in smo dobili zelo veliko kvalitativnih, torej vprašanj kvalitativnih odgovorov. Zelo poglobljeno tudi smo pravzaprav dobili to sliko, kaj se je takrat dogajalo, tako da bom poskušala biti čim bolj jedrnata v teh glavnih ugotovitvah. Najprej med ravnatelji, torej to je potekalo preko spletnega vprašalnika v aprilu, 16. do 23. aprila, jaz mislim, če se ne motim, je bilo to približno 5. teden izobraževanja na daljavo. Odzvalo se je zelo veliko ravnateljev in ravnateljic, 144, največ iz osnovnih šol, sledijo srednje šole in potem v nekoliko manjšem deležu tudi drugih zavodov. Zdaj, če torej izpostavim nekaj res glavnih ugotovitev raziskave, ki je bila opravljena med ravnatelji. Zdaj, te izsledki kažejo pravzaprav, da so se šole na poziv države nemudoma odzvale, sprva brez podpore tako ministrstva, brez podpore strokovnih služb. Recimo ravnatelji so poudarili, da so se učitelji pravzaprav odzvali preko noči, da se niso imeli te zunanje podpore in pomoči, da so morali biti zelo domiselni, zelo koordinirani, zelo povezani in nemalo ravnateljev je izrazilo začudenje, da jim je to vse skupaj sploh uspelo izpeljati. Kaže se in tudi pravzaprav smo priča bili v tistem času precejšnji pestrosti, raznolikosti pristopov.
tudi improvizaciji. Zdaj vse to so do neke mere ublažili številni projekti, ki so se prejšnja leta izvajali na področju šolstva, predvsem na področju digitalizacije. Recimo sodeč po odgovorih ravnateljev, se je to zlasti poznalo v tem, da je bilo dovolj dobro zadeva tehnično podprta, skratka tukaj ni bilo veliko težav. In pa hkrati so poročali, recimo, da se je na šoli vedno našel nekdo, ki je imel to afiniteto do IKT-ja, do tehnologije, da jo je tudi ustrezno obvladoval in je v bistvu v tistem času tudi postal osrednji vir znanja na šoli. Vsekakor je ta situacija med učitelji spodbudila več domiselnosti, poguma, recimo iz tedna v teden so prehajali na bolj kompleksno rabo tehnologije, recimo ta prehod pouka v živo, uporabljali so različne inovativne ideje. Zdaj, seveda, to je precej optimistično, vendar pa vendarle moramo biti pri tej interpretaciji nekoliko previdni, ne glede ocenjevanja digitalne kompetence učiteljev, skratka, predvsem v smislu, da poučevanje na daljavo ni samo preslikava pouka v živo, ampak da je za kakovostno izvedbo potrebno tudi veliko tehničnega, sploh pa didaktičnega znanja. Zdaj, večinoma, kar kažejo tudi podatki, pa tudi opisi, recimo izkušenj iz te ankete, je večina izobraževanja, zlasti je bilo to značilno za osnovne šole, potekalo v asinhroni oziroma enosmerni komunikaciji, se pravi, da na nek način se kaže, da je večina pristopov odražala bolj ali manj vodeno samostojno učenje in ne toliko poučevanje na daljavo. Zdaj, nekateri so uporabljali videokonferenčne sisteme za izvajanje pouka v živo, no in tu so spoznali zelo velik pomen stika med učenci in učitelji in ga skušali potem tudi v nadaljevanju zagotavljati. Ravnatelji, kar se tiče recimo odziva učencev, so odgovori ravnateljev dvoplastni. Na eni strani opozarjajo na tiste učence in dijake, za katere so na šolah uporabljali kar veliko energije, da so jih recimo motivirali ali pa da so jih sploh priklicali. Na drugi strani pa je tudi pomembna ugotovitev, torej te raziskave med ravnatelji, da pa vendarle je izobraževanje na daljavo nekaterim učencem, da jim ustreza. Se pravi, to zagotovo ima neko pomembno implikacijo za naprej, skratka se kaže nek potencial, ki ga ima lahko tehnologija pri uvajanju načela individualizacije in podobno. Zdaj dve zanimivi spoznanji tudi. Eno je, da se je v tem času med učitelji in drugimi strokovnimi delavci so se zelo močna čustva, močna volja za spopadanje s temi dilemami, ovirami, s katerimi so se srečevali. In ravnatelji poudarjajo predvsem to, da se je zelo okrepilo tovarištvo med učitelji, sodelovanje, in nekateri celo ocenjujejo, da je tega sodelovanja, da je tesnejše, kot sicer ga opazujejo. In nenazadnje tudi to, da pravzaprav je ta kriza nazorno pokazala, kar smo morda zaradi neke samoumestnosti kar nekoliko pozabili, da je šola skupnost učencev in učiteljev, med katerimi vsakodnevni pedagoški stik omogoča učenje, osebni, socialni, moralni razvoj. To morda kot te glavne ugotovitve raziskave med ravnatelji. Za čisto konec tudi to se je pokazalo, da večina ravnateljev se je strinjala, da so jim bili svetovalni delavci in delavke v podpore, recimo pri soočanju z vprašanji, ki so se dotikali izobraževanja na daljavo. Druga raziskava omenjena med svetovalnimi delavci v istem časovnem obdobju, prav tako preko spletnega vprašalnika. Ogromen odziv, čez 300 svetovalnih delavk in delavcev, zopet največ iz osnovne šole, sledijo srednje šole, in potem drugi, nekoliko manjšem odstotku drugi zavodi. Zanimivo, tudi največ je bil odziv strani pedagogov, psihologov in potem nekoliko manjši meri drugih strokovnih delavcev, kar je tudi sicer skladno z zastopanostjo strokovnih profilov v svetovalni službi.
Tukaj bi glavne ugotovitve razdelila predvsem na tele 4 točke. Nekaj sem dodala še izjav svetovalnih delavk in delavcev. Torej prva, predvsem kakšna je bila vloga svetovalne službe v tem času, v času epidemije oziroma zaprtja šol. Zdaj, večina svetovalnih delavk in delavcev je imelo možnost opravljati delo na daljavo. Vseeno pa je bil kar pomemben delež tistih, ki te možnosti niso imeli, ko so bile recimo na čakanju, ali pa morda njihova vloga v izobraževanju na daljavo ni bila povsem jasna, predvsem recimo strani vodstva šole. Sicer pa so poskušali svetovalni delavci in delavke zagotoviti čim bolj nemoteno delo v neki tej prilagojeni obliki. Govorimo lahko o nekem začetku prilagoditvenem obdobju, ko je bilo, poročajo, še posebej naporno, ko je bilo treba prilagoditi delo na daljavo, pa ga razmejiti od družinskih obveznosti, ko je bilo treba vzpostaviti komunikacijo, stike na daljavo, opremiti učitelje, jih usposobiti recimo za uporabo tehnologije, predvsem pa tudi učence za delo na daljavo. Zdaj tudi tukaj se je pokazala ta ključna vloga svetovalnih delavcev in delavk v vlogi torej povezovalnega člena, se pravi v smislu podpore vsem akterjem vzgoje in izobraževanja, se pravi tako za vodstvo, učiteljem in tako dalje. Druga točka, značilnosti dela. Zdaj, svetovalni delavci poročajo, da je bilo delo, da ga je bilo več, da je bilo bolj naporno, da se včasih tudi raztegnil delovnik čez cel dan. Opozarjali so torej na umanjko predvsem osebnega stika s sogovorniki, na kakovost komunikacije svetovalnega vzgojno-izobraževalnega dela, da torej ni ista. In to je zagotovo so tisti vidiki, ki jih lahko interakcija recimo v pomoči tehnologij samo delno nadomesti. Posebej so izpostavljali ranljive skupine učencev, se pravi določene skupine, ki so bile prikrajšane, gre pravzaprav za to, da so do nekaterih tudi zelo težko dostopali, z nekaterimi sploh niso uspeli vzpostaviti stika in na splošno pravzaprav so zaznali manj kakovostno pedagoško delo na daljavo. Nekateri pa seveda izpostavljajo to, da je bilo to vrsto delo tudi izziv, predvsem v smislu pridobivanja novih znanj. Potem nastalo je tudi zelo veliko gradiv, recimo o samostojnem učenju, motiviranju za učenje in tako dalje. Skratka, to je zagotovo spet nek vidik, ki ga bi bilo smiselno uporabiti zdaj v tem trenutku oziroma v prihodnje. Tretja točka, odnosi, zelo podobno kot ravnatelji, tudi svetovalni delavci ugotavljajo in so izpostavili, da so se predvsem znotraj kolektivov strokovni delavci izjemno povezali. Se pravi, opisovali so, da si nudijo pomoč, sodelujejo, iščejo skupaj, so iskali rešitve, da so si delili ideje, znanja in tako naprej. Torej, potrjujejo to, kar so v bistvu poročali že ravnatelji. In tretja točka, torej nekateri opozarjajo predvsem na posledice tega stanja, o tem lahko tudi zdaj temu sledimo, se pravi, ki se bodo odražale tudi torej pri otrocih, pri družinah, tukaj mišljeno predvsem in bo to prihajalo tudi v šole, stiske otrok, stiske družin. Na drugi strani pa nekateri svetovalni delavci v bistvu vidijo to situacijo in to stanje kot priložnost za nove uvide, za razmisleke o strokovnih rešitvah, morebitnih sistemskih spremembah na področju vzgoje in izobraževanja, recimo vzgojno delovanje šol, preverjanje, ocenjevanje znanja, obremenjenost učencev in tako dalje. To bi bile te glavne med svetovalnimi delavci. Zdaj na podlagi obeh raziskav so bili oblikovana neka priporočila. Iz tega torej prvič predvsem morda to omenim, da bi bilo treba v takšnih situacijah, primerih imeti pripravljen nek kompleksnejši načrt, scenarij na nacionalni ravni, v katerem bi bile torej razporejene odgovornosti vse od nacionalnih oblasti do šol, znotraj šol, potem različnih deležnikov, podpornih služb, in ob tem tudi izvesti vse potrebne prilagoditve pravno-formalnih, kadrovskih, logistično-organizacijskih podlag.
Ob tem pa tudi zagotoviti torej ustrezno tehnično opremo, usposabljanje za njihovo uporabo, predvsem recimo učiteljev za didaktično uporabo tehnologije, ne nazadnje pa priporočilo tudi glede priprave didaktičnih vzgojnih smernic za izvedbo pouka na daljavo, vključno s smernicami za ocenjevanje. Pri tem pa seveda zasnovati pa tudi povezati vse obstoječe banke e-gradiv pa dejavnosti, ki bi bile učiteljem na voljo pri pripravi na pouk. Tako, zelo skoncentrirano, s tem bi končala. Hvala. Ja, hvala Petra. Mogoče še za informacijo, tako kot je uvodoma že povedal profesor Kroflič, tudi obe raziskavi, ki sta bili zdaj predstavljeni, bosta objavljeni v reviji Sodobna pedagogika in vabljeni, da si morda tisti, ki ste zainteresirani, bolj natančno rezultate pogledate tudi tam. Zdaj bi pa dala besedo naprej kolegu Borutu. Hvala, Katja, za besedo. Jaz bi uvodoma začel z neko temeljno ugotovitvijo, da se s prehodom izobraževanja na daljavo so se priložnosti za izobraževanje odraslih drastično zmanjšale. S tem so na nek način bile najbolj prikrajšane ranljive skupine odraslih v tovrstnem izobraževanju, s čimer se je neenakost med tistimi odraslimi, ki že imajo, in tistimi, ki nimajo, samo še povečala. Zdaj spomnimo se samo, da ima po podatkih raziskave PIAAC kar 2/5 odraslih v Evropi nizke oziroma nezadostne digitalne spretnosti in da ustreznega odgovora na vprašanje, kako te odrasle vključiti v izobraževanje na daljavo, pravzaprav nimamo. Zdaj sam bi ta osrednji del namenil predstavitvi rezultatov raziskave z naslovom Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije, ki jo je izvedel Andragoški center Slovenije v sodelovanju z oddelkom za pedagogiko in andragogiko. Neposredno je bil vključen kolega Marko Radovan in v to raziskavo so bili vključeni tako direktorji ljudskih univerz, strokovni delavci, pa tudi učitelji in pa mentorji, ki delujejo v programih formalnega in neformalnega izobraževanja. Izsledki te raziskave, ki je tudi javno dostopna in objavljena, kaže naslednjo sliko. Prvič, da se je izobraževanje na daljavo izvajalo v programih formalnega izobraževanja, medtem ko večina programov neformalnega izobraževanja odraslih, v katere je vključen veliko večji delež odraslih kot programe formalnega izobraževanja, se sploh ni izvajal. Drugič, raziskava opozarja na pomanjkanje ustrezne tehnične infrastrukture, tako med odraslimi učečimi se, kakor tudi med organizacijami za izobraževanje odraslih. Slednje pravzaprav sploh niso bile upravičene do sredstev za tehnično opremljanje že v času pred epidemijo in se to zdaj izkazalo kot velik problem. Tretjič, strokovna usposobljenost osebja za izvajanje izobraževanja na daljavo, tako za uporabo IKT orodij kot za samo didaktično izpeljavo izobraževanja na daljavo je nezadostna, prikaže tudi na problematično nesistemsko urejeno izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih. Četrtič, nerešen ostaja tudi problem vključenosti odraslih iz ranljivih skupin v izobraževanje na daljavo. Petič, problematično je financiranje aktivnosti, ki so vezane na sredstva Evropskega socialnega sklada, saj te temeljijo na številu fizično prisotnih odraslih v izobraževalnih institucijah. In šestič, študija opozarja na pomanjkanje strokovne podpore s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Področje izobraževanja odraslih namreč v okrožnicah, navodilih in priporočilih, ki jim ministrstvo pošilja, sploh ni naslovljeno. Za konec bi sam izpostavil še širše vprašanje, ki se tiče in povezuje z vlogo vzgoje in izobraževanja v svetu, ki se bo vzpostavil po krizi na podoben način, kot se s temi vprašanji seveda soočajo in jih odpirajo tudi na drugih podsistemih, družbenih podsistemih. Zdaj, kot opozarjajo raziskovalci, ki preučujejo vlogo tako imenovanih masovnih podatkov, big data, in pa tehnologije za digitalno upravljanje izobraževanja, mednarodne organizacije, tehnološka podjetja ter globalna izobraževalna industrija
ob trenutni krizi ne oblikujejo zgolj nekih rešitev, ki imajo kratkoročne cilje, ampak opozarja avtorji, da oblikujejo določene politike, ki imajo dolgoročne cilje in s katerimi naj bi izobraževalni sistemi tudi bili potem globalno preorganizirani po koncu današnje krize. Zdaj, pozivi po reformiranju izobraževanja tako niso nobena redkost. Argumenti so šli naprimer v smeri, da je potrebno model izobraževanja, ki temelji na fizični prisotnosti učečih se v organizacijah, zamenjati z nekim pametnejšim izobraževanjem, ki ga omogoča tehnologija, ali pa da je izobraževanje pokvarjeno in bi ga bilo treba popraviti s tehnologijo. Zdaj, o ponujenih hitrih rešitvah izobraževanja tehnoloških podjetij pa se na drugi strani vzpostavlja tudi nek globalen prodajni trg, v katerem se podjetja prek svojih ponujenih navidezno zastonjskih platform zbirajo podatke in oblikujejo poslovni model za ustvarjanje dobička. Skratka, če zaključim, ko velika zasebna tehnološka podjetja uradno postajajo del digitalne izobraževalne infrastrukture ter ponudniki globalnih rešitev, bi nas moralo to tudi skrbeti. S tem komercialne izobraževalne tehnologije in tehnološka podjetja s svojimi interesi vstopajo v javno izobraževanje in ga tudi preoblikujejo. Hvala. Hvala, Borut. Zdaj, glede na časovnico, pa bi kar nadaljevali z Robijem. Robi, predajam ti besedo. Ja, hvala lepa. Sam sem se ob tem obdobju pravzaprav osredotočil predvsem na razmislek, kaj nam lahko pravzaprav ta pandemija prinese glede na ugotovitve dosedanje in teoretske koncepte, ki so bili izoblikovani že pred temi dogodki. Po drugi strani pa sem seveda zelo pozorno spremljal različne diskurze, se pravi način komuniciranja v zvezi z šolsko problematiko, ki je bil prisoten recimo pri naši prosvetni oblasti, in hkrati seveda spremljal tiste podatke, ki so nam bili sproti na voljo o tem, kako se je na stanje odzivala sama pedagoška praksa. Zdaj, med koncepti, ki so bili znani že pred samo pandemijo, bi opozoril na dva, in to opozorilo se na nek način sklada s tem, s čimer je zaključeval kolega Borut. V 80-ih letih je Naomi Klein objavila zelo odmevno študijo Doktrina šoka, s katero je opozorila pravzaprav, da v primerih nekih takih šokantnih sprememb, kot so državni udari, teroristični napadi, zlom trga, pa tudi recimo naravne katastrofe, da pravzaprav obstaja latentna nevarnost, da oblast pravzaprav to stanje izkoristi za to, da uveljavi določene rešitve, ki bi jih drugače pravzaprav normalnih okoliščinah bistveno težje zagovarjala, predvsem pa bi se množice ljudi temu bolj upirale kot v teh primerih. Za drug tak koncept, ki se je izkazal za dosti uporabnega, pa bi uvedel koncept medikalizacije. Tudi ta je stara že pravzaprav dobrih 50 let. Pojem medikalizacije pomeni pravzaprav, da se v določenih okoliščinah predstavniki medicinskih strok začnejo pravzaprav z svojo argumentacijo, z svojim načinom razmišljanja urejati tudi vprašanja, ki sicer niso neposredno samo medicinske narave. In ker sem že na začetku povedal, da seveda pandemijo nikakor ne smemo gledati zgolj kot na medicinski fenomen, se je pravzaprav tudi ta koncept pokazal v tem obdobju za zelo koristnega, recimo pri razumevanju tega, pravzaprav s tem smo se soočali. Skratka, na tej ravni bi mogoče izpostavil nekaj ključnih ugotovitev. Zdaj, kot je že
Je kolegica Petra povedala, smo pravzaprav po odzivih učiteljev, učencev, dijakov, študentov videli pravzaprav, da so bili učinki zaprtja šol pravzaprav tako na eni strani pozitivni, kot tudi seveda mnogi negativni. Med pozitivnimi je mogoče tisto, česar Petra ni zadosti izpostavila, pa se mi zdi zelo ključno. Je bilo zelo množično ugotavljanje dejstva, da so otroci v situaciji, ko jim je bila šola zaprta, šele zares začeli pravzaprav ugotavljati, kako pomembna je ta institucija. In jasno je, da pravzaprav neko pozitivno naravnanost do institucije bi v pedagoškem smislu lahko zelo koristno uporabili, da se tako malo grdo izrazim, ker seveda je ta pozitivni odnos do šolskega dela recimo izjemno pomemben. Med negativnimi učinki seveda pa je treba posebej izpostaviti to, da so se tudi med otroki in mladostniki pojavile pravzaprav podobne zadeve, na katere opozarja Borut pri odraslih, namreč tisti socialno najbolj šibki imajo pravzaprav z organizacijo izobraževanja oziroma učenja na daljavo še večje probleme. Predvsem pa so se v celotni populaciji začele dosti množično pojavljati različne stiske, ki so posledica pravzaprav okrnjene socialne komunikacije. Zdaj, kako se je pravzaprav na situacijo odzvala naša politika. Tisto, kar je bilo zanimivo opazovati, je, da obstaja neka usklajenost med vodstvenimi strukturami pri nas in pa tudi recimo prosvetno politiko, pa tudi neka razlika. Zdaj, če smo natančno sledili recimo izjavam glavnega vladnega govorca, Jelka Kacina, bi lahko rekli, da je tisto, kar je bilo pri njemu odločilno, da je ves čas zagovarjal tezo o nekakšnih izrednih razmerah, v zelo resnem stanju, ker moramo pravzaprav vsi na nek način pristati na omejevanje sicer običajno zagotovljenih pravic in svoboščin. Druga pravzaprav pomemben poudarek, ki se dotika pa predvsem mladostnikov, pa je bilo pravzaprav na nek način obtoževanje mladostnikov, da so glavni krivci recimo za širjenje, za nekontrolirano širjenje virusa, in seveda tako vnaprejšnjo negativno etiketiranje je z pedagoškega vidika seveda skrajno problematično. No, kaj pa je bila pravzaprav vodilna ideja, recimo, če smo opazovali pozorno pravzaprav poslušali govore ministrice za šolstvo, pravzaprav na nek način bi lahko rekli zanikanje, da je pandemija kakorkoli odločilno pravzaprav posegla v sam šolski sistem. Njene ključne besede so bile, vse je pod nadzorom, vse deluje pač v skladu z ustaljenimi učnimi načrti in seveda nimamo se kaj bati, zadevo bomo speljali do konca. Zdaj, takšna drža, pravzaprav, kot bomo videli, je po moji oceni proizvedla nekaj, kar bo bolj podrobno analiziral kolega Zdenko za tem mojim prikazom in kar je on pravzaprav označil kot depedagogizacijo šolanja. Če grem naprej, seveda tisto, kar sem sam najbolj pogrešal v zvezi z pravzaprav nekimi sistemskimi navodili, je bilo prvič seveda razmislek o tem,
kaj v takšnih okoliščinah, v kakšnem se je šolstvo znašlo, ko je popolnoma jasno, ne, da delo nadaljavo, ne, kjer je glavni poudarek pravzaprav na samostojnem učenju, kar so pokazali tudi podatki do zdaj, ne, da ne more v celoti pravzaprav nadomestiti tega, kar se sicer dogaja pravzaprav neposredno v šoli. Kaj bi bilo pravzaprav potrebno najprej, o čem bi bilo potrebno najprej razmišljati, ne? Prva stvar pravzaprav, ki kaže na depedagogizacijo, je pravzaprav še izostritev nekega problema, na katerega je recimo znan teoretik vzgoje Gerd Bista opozarjal že 10 let nazaj. Namreč, da se šolstvo povsod po svetu na nek način poučenja, ne, se pravi, namesto o izobraževanju, ne, o vprašanjih pravzaprav, kako v neki komunikaciji med učitelji, učenci, dijaki ustvarjati pogoje za to, da pravzaprav nastaja pač neko kakovostno znanje, pa tudi seveda ustrezno ozaveščen, odgovoren in kritičen odnos do stvarnosti, se prosvetna politika pravzaprav ukvarja predvsem z vprašanjem zaželenih učnih rezultatov in pa seveda merjenjem teh rezultatov, ne. Bista je temu rekel learnification, ne, sam sem to poslovenil poučenjenje izobraževanja, ne. Glavno vprašanje, ne samo kaj poučevati in kako zagotoviti procese učenja, bi moralo biti kaj sploh je namen izobraževanja, ne. In če pravzaprav se znajdemo v situaciji, kakršna je pandemična v tem hipu, ne, je zagotovo eno ključnih pravzaprav vprašanj, teh temeljnih vprašanj, ki si jih zastavljamo vsi, tako odrasli kot otroci, pravzaprav kako se znajti, kako vstopiti pravzaprav v svet, ne, ki je ogrožen na način, na kakršen je danes ogrožen, ne. Ta vprašanja so vitalnega pomena. Glede tega, da sem v začetku izpostavil, da je pandemija pravzaprav pojav, ki se dotika tako nekih naravoslovnih vsebin, kot tudi nekih družboslovnih dimenzij, je seveda popolnoma jasno, da bi lahko učitelji pravzaprav temu vprašanju posvetili pozornost pri vseh šolskih predmetih in s tem pravzaprav kontekstualizirali znanje, izpostavili tisto, kar je ta hip pravzaprav otrokom, mladostnikom odločilno, pomembno, ne da bi s tem pravzaprav poslabšali kakovost pravzaprav učnega znanja, ne. Druga stvar seveda, ki je ravno tako povezana pravzaprav z depedagogizacijo, pa je nekritično sprejemanje tehnoloških rešitev za učenje na daljavo, ne. Če vi IKT razumete in uporabljate zgolj kot pravzaprav sredstvo za prenos informacij, ne, potem s tem ne zagotavljate pouka, ampak zagotavljate pravzaprav material za samostojno učenje, ne. Informacijska tehnologija seveda danes omogoča izjemno zanimive rešitve, ne, vendar jo je treba pravzaprav se vprašati, kako jo uporabljati in seveda najti rešitve za to, da bo ta učna komunikacija, ki se sicer odvija v živo, lahko v vsaj približno taki obliki potekala tudi na daljavo, ne. Prenos informacij ni problem, zato ne rabite pravzaprav nekega resnega pedagoškega razmisleka, nekaj drugega, ne. Programi so uporabniško prijazno narejeni, ne, in ta stvar res ni pravzaprav vredna nekega zelo poglobljenega razmišljanja, ne. Ampak vprašanje, kako zagotoviti te osebne stike, na katerih temelji izobraževanje. Ne samo stik med učiteljem in učencem, ampak tudi oblikovanje recimo učnih skupin, ne, to dinamiko, to seveda je tisto, kar pravzaprav
samostojno učenje ponovno spreminja v neko kompleksno izobraževanje. Seveda, tu verjetno bomo imeli v odnosu do tega, kaj nam učne tehnologije omogočajo, različne poglede. Pa vendar sam razmišljam približno takole. Če je možno, pravzaprav, recimo na področju umetnosti, za neko izmišljeno situacijo, spostaviti tako intenziven stik gledalca, poslušalca z nekim dogodkom, ki se ne dogaja v realnem prostoru tukaj zdaj. Tako močno imaginarno izkušnjo, da pomembno vpliva pravzaprav na naše doživljanje, posledično na naša stališča, prepričanja in tako dalje. Potem je verjetno nekaj takega možno ustvariti tudi pravzaprav z posredniki, recimo na področju IKT. Seveda pa to predpostavlja bolj kvalitetno rabo predvsem družabnih omrežij. S tem, da nekdo objavi pač nekaj na Facebooku in drugi pritiskajo všečke, to seveda ni komunikacija. Se pravi, ta orodja bi morali pravzaprav sprejeti na način, da omogočajo dejansko osebne stike, da omogočajo torej povezovanje učencev, dijakov med sabo, da jih mi k temu spodbujamo, in da dejansko na tak način dobimo pravzaprav tiste učne procese, ki jih recimo lahko spodbudimo z izobraževanjem. Zdaj, da na hitro zaključim, seveda, sam pravzaprav ta avtoritarni diskurs, ki smo ga bili priča strani recimo predstavnikov oblasti, je z pedagoškega vidika skrajno problematičen. Zavedati se moramo, da način, kako pravzaprav naslavljamo, kako nagovarjamo otroke, mladostnike, pa tudi odrasle, pomembno vpliva pravzaprav na to, kako sebe otroci, mladostniki in odrasli tudi doživljajo. Poznamo tako imenovani Pygmalionov efekt, ki govori o tem pravzaprav, da če bomo na otroka gledali kot na nezmožnega, neodgovornega, bomo s tem pravzaprav to neodgovornost povečevali. In obratno, če ga bomo naslavljali kot odgovorno, kompetentno bitje, bomo s tem pravzaprav bolj krepili to njegovo naravnanost. Tudi epidemiologi so zanimivo že v 80-ih letih opozarjali, da je paradoks preventive v tem, da ko moramo zagovarjati pravzaprav na neki širši ravni zaščitna sredstva na celi populaciji, pri čemer pa vsi posamezniki te populacije niso pravzaprav tako življenjsko ogroženi, je zelo težko pravzaprav zagotoviti, da se bodo predvidenih omejitev svojih svoboščin, ki so povezane z preventivnimi ukrepi, držali tisti, ki sami pravzaprav niso tako zelo ogroženi. In edini način, da to presežemo, da tudi mladi sprejmejo pravzaprav te ukrepe, je ta, da jim posredujemo verodostojne informacije, da apeliramo na njihovo odgovornost, ne pa, da jih kulpabiliziramo pravzaprav kot neodgovorna bitja. Se pravi, to in pa razmislek pravzaprav o tem, kako tudi, ko so neposredni stiki ovirani, ponovno pedagogizirati pravzaprav učne procese, mislim, da je tisto, na kar moramo pravzaprav z pozicije pedagogike in andragogike opozarjati. Hvala lepa. Hvala, Robi. Zdaj pa kar predajam besedo naprej še Zdenku, da dopolni razmisleke. Ja, hvala za besedo. Torej, jaz sem, kot vidite, po laseh bil, ko se je ta stvar začela nekako v mirovanju, da ne rečem mirovanju. In zadeve, ki prihajajo okoli šolstva v časopisju in novicah skozi medije, pravzaprav ne razburjajo tako kot takrat,
ko sem bil sredi vsega tega šolskega življenja, za kako stvar celo odgovoren. Toda tam 2. aprila me je pa dvignila izjava ministrice, da ki je reagirala na mnenja staršev, da bo pač izobraževanje nadaljavo povečalo razlike med učenci, reagirala na to z izjavo, da večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje nadaljavo sledi učnim načrtom in je torej vsebina znana, spremenjena je samo oblika dela. Zdelo se mi je, da je to pa vendarle neka stvar, ki daleč presega to, kar bi recimo nekdo odgovoren za področje šolstva mogel imeti in mogel tako razmišljati. Takrat se mi je utrnilo to, da je pravzaprav pogled na to, kako organizirati izobraževanje in zakaj organizirati izobraževanje, izrazito formalističen. Mogoče celo birokratski, če sem nekoliko radikalen, da gre pravzaprav samo za to vprašanje, kako bomo plačali učitelje, če pač se pouk ne bo izvajal. Zdaj pa oni formalno delajo in s tem je pokrit razlog za to, da se javna sredstva lahko, da z javnih sredstev lahko to delo plačajo, sicer bi morali biti načakani. Skratka, kot da gre za čisti formalizem. No, od tod se mi je potem porodila ideja, da je treba vendarle preveriti, zakaj je prišlo do tega, da se pedagoški vidik, recimo pomena izobraževanja za posameznika in za družbo, tako rekoč izgubi. Šel sem pogledat takrat priporočila, in navodila, ki so nastajala na Zavodu za šolstvo, in okrožnice ministrstva, ki so to uvajale. In takrat sem na nek način potem lahko ugotovil, da na podlagi teh dokumentov lahko utrdim tezo o depedagogizaciji. Prvi vidik, kaj pravzaprav se depedagogizacija pomeni, tu lahko nadaljujem to, kar je kolega Robi pred mano govoril, ampak vendarle bi opozoril na to, da ta depedagogizacija je v bistvu v navodilih, ki jih je pripravljal Zavod za šolstvo tam 2. aprila in tako naprej, čisto načrtno, teoretsko vgrajena v navodila. Če preberete tiste navodila, boste videli, da je izhodišče, s katerim so avtorji navodil ta navodila pripravljajo, da so sodobne teorije učenja. Skratka, oni enostavno deklarirajo to kot teoretsko podlago, kar je ravno kar razlagal Robi. Ni slučajno, da se je pravzaprav skozi ta navodila mogoče razbrati model jaz poučujem, ti se učiš. In to, kar je potem se pojavilo kot posledica, je bila, da je težišče učenja ali poučevanja pravzaprav prišlo na starše in sorodnike, in to je mogoče registrirati skozi raziskave, ki so bile opravljene in skozi javna mnenja. Vi ste videli najbrž veliko intervjujev, ki so jih starši dali prek javnih medijev ali pa prek družabnih omrežij, pa tudi raziskava oziroma študija, ki jo je naredil Zavod za šolstvo, kaže, da je to eden največjih problemov za starše bil. Kako pravzaprav prevzeti to težo poučevanja. To je zdaj čisto na teoretski ravni se je pravzaprav inštalirala ta depedagogizacija, da tako rečem, v šolo. Drugo, kar je recimo vodilo do ali pa izraz te depedagogizacije, je devalvacija pomena učnega uspeha in sploh učnih ciljev, od učnega uspeha pa tja do psihosocialnega razvoja otrok. To se da dokazati. Dokazati s tem, da z zelo ohlapnim odnosom, ki so ga imela takrat navodila do ocenjevanja, in celo z eno izjavo, ki je bila zelo radikalna, da naj šole učencev ne obremenjujejo, celo dano je navodilo Ministrstva za šolstvo v okrožnici, naj bi bila obremenitev učencev za polovico manjša, kot je recimo običajna v učilnicah. Da ne govorimo o končni izjavi, naj pri zaključnem uspehu
naj se pri zaključnem uspehu upoštevajo predvsem ocene, ki so bile pridobljene med šolskim letom. Skratka, ta devalvacija uspešnosti in devalvacija ciljev, pedagoških ciljev je tudi eden od znakov depedagogizacije. V jesen je pokazala, vsaj nekateri učitelji tako pripovedujejo, da so vrzeli, ki so nastale v znanju otrok zaradi tega odnosa do učnih ciljev, do uspešnosti, odnosa do ocenjevanja, te ohlapnosti, da teh vrzeli v bistvu tudi v novem šolskem letu ni mogoče nadoknaditi. Zdaj, tisto, kar sami mislimo, da bomo uspeli tudi to okroglo mizo na nek način doseči, da bi bila slišana, tu jaz dvomim, dovolite, da ostajam pesimist, recimo, in da pesimist nad tem, da je ta proces depedagogizacije veliko bolj zakoreninjen nekje in da je pravzaprav tu težko pričakovati, recimo, nek preboj. Ostal bom pesimist. Zakaj? Ministrstvo najbrž ima informacije o vsem tem, kaj se na šolah dogaja. Tako sem prepričan v to. In vprašanje je, zakaj ni odzivno. Katera stroka pravzaprav ta hip regulira šolstvo? Šolsko ministrstvo ali katero drugo ministrstvo? In problem medikalizacije, ki ga je nakazal Rovi, je po mojem mnenju odgovarja na to. Jaz mislim, da s šolstvom ta hip pravzaprav vlada medicinska stroka, ki na nek način drži neko arogantno držo do drugih strok in zato ne prihaja do sodelovanja. Verjamem namreč, da bi medicinci skupaj s pedagogi, seveda mislim tu na učitelje, mislim na ravnatelje, mislim konec koncev na združenja staršev, našli rešitve, ki bi bile drugačne, kot je ta radikalna, frontalna uvedba, recimo izobraževanja na daljavo, ki ne upošteva niti specifičnih pogojev, specifičnih pandemičnih pogojev posameznega okolja, ampak je to udarilo skratka po dolgem in počez. Ministrstvo je pripravilo v avgustu to publikacijo o izobraževanju v obdobju covida, ki, kot veste, ima tudi predstavljene različne modele, ampak vse to pravzaprav ne velja več nič, ker konec koncev, ko je do pandemije prišlo, se je preskočilo iz skrajnega modela vsi otroci v šolo na drugi skrajni model vsi otroci v izobraževanje na daljavo. Skratka, sektorja ali modela B in C sta se na nek način izpustila. Tako da jaz mislim, da je vprašanje, ali je sploh mogoče pričakovati, da bi se take pobude, kot jih tudi mi dajemo, recimo slišale. Sicer je pa pesimizem lahko celo v odnosu do izobraževanja na daljavo radikalen. Jaz sem sicer prepričan, da je vrata šole treba odpreti tudi digitalizaciji in da je tu šola precej zaostala. To sem prepričan, mogoče ima celo pedagogika nek strah pred tem, tudi strah pred robotizacijo, recimo, ki bi in njeni vlogi v tem, ampak vendarle v taki obliki, kot je recimo izobraževanje na daljavo organizirano zdaj, frontalno, za celotno populacijo, v taki obliki je pa po mojem mnenju ta pojav škodljiv za prihodnost otroka in konec koncev tudi za prihodnost države. Enostavno verjamem, da se v tej obliki tega pojava ne da pedagogizirati. Vi ste se že samo, če postavim vprašanje, recimo zagotavljanje nekih elementarnih pogojev dela, da rečem delovne discipline ali tega. Tu je recimo toliko problemov, če bi hoteli protokolizirati to,
kako naj učitelji ugotavljajo prisotnost, kako naj ravnajo v odnosu v primerih absence, ali imajo pravico zahtevati, da otrok vključi kamero, ali imajo pravico do pregleda nad širšim delovnim okoljem, kaj storiti, če dijak med ocenjevanjem odklopi kamero, ali lahko potem ta proces snema in tako naprej. To so vprašanja, ki jih je v učilnici mogoče šteti za pedagoška vprašanja, v tem primeru pa niso več samo to, ampak posegajo tako rekoč na področje zagotavljanja, na področje zagotavljanja pravice do osebne varnosti, do zasebnosti in, če hočete, tudi pravic in svoboščin. V tem smislu sem pesimist, da se enostavno v taki obliki, kot je zastavljena stvar zdaj, ne da rešiti. In če zaključim, edina možnost za pedagogizacijo je pravzaprav, da se otroci na določen način vrnejo v šolo. To, kar je pravzaprav tudi znano, kako v drugih državah recimo te stvari dosegajo. Optimist sem samo v tem, da bi z medicinsko stroko lahko sklenili neke vrste rešitev ali pa dosegli neke vrste rešitev, ki bi zagotavljala kvaliteten pouk in tudi varnost pred širjenjem pandemije. Toliko. Hvala tudi Zdenku za tvoj razmislek. Zdaj, glede na to, da sem sama bila pozorna na zapise v klepetalnici in glede na to, da je bilo nekaj odzivov samo za tisto prvo razmišljanje povezano z predšolsko vzgojo, bi vendarle zdaj izkoristila ta čas, za to, da najprej mogoče začnemo v tem splošnem vidiku razprave, kje smo z vzgojno-izobraževalnim sistemom v celoti, ne specifično vezano samo na vrtec, tako da mogoče najprej, če bi se kdo od tistih, ki poslušate, želel najprej odzvati na ta splošni vidik, ki ga je zdaj nekako zaključeval Zdenko. Mogoče kolega Damjan, če lahko tebe povabim kar prvega k odzivu. Katja, hvala lepa za to spodbudo. Jaz verjamem, da se bo potem tudi diskusija nadaljevala in razširila. Moram reči, da se pravzaprav strinjam s tem, kar je bilo doslej povedano. Poslušal sem pozorno prispevke in s tem, kar sta povedala kolega, recimo dr. Medveš in dr. Kroflič, pravzaprav se ni mogoče ne strinjati. Mi vsi opažamo, da smo v neki situaciji, ki nas postavlja in na nek način slutimo in vidimo, da nas ta situacija postavlja pred neke dolgoročnejše in usodnejše izzive, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Jaz bom zelo kratek. Meni se zdi, da se bomo morali resno spoprijeti, in to je bilo tudi razvidno iz tega, bi rekel, iz te današnje razprave, da se bomo morali zelo resno spoprijeti vsaj s 3 izzivi. Prvi izziv, ki ga jaz vidim, je dejansko izziv tehnologizacije na področju vzgoje in izobraževanja in na področju didaktičnih procesov. Dejstvo seveda je, da tehnologija postaja vse kompleksnejša, dejstvo je, da vse bolj obvladuje naša življenja in dejstvo je, tu se strinjam tudi z Zdenkom, da premisleki v bistvu o vključevanju tehnologije v šolski prostor doslej niso bili deležni tolikšne pozornosti, kot bi bilo potrebno. Zato smo, mislim, da pred neko nevarnostjo, da na nek način, ko bi rekel, tehnologija na tem področju deluje kontraproduktivno in da pomaga odpirati, bi rekel, neko Pandorino skrinjo
zmanjševanja pedagoške kakovosti, čemur seveda bi se bilo potrebno zoperstaviti, ampak seveda ne na način demonizacije tehnologije kot take, ampak z nekim resnim razmislekom o tem, kaj pravzaprav sploh, kakšno vlogo tehnologija v tej družbi ima, na kakšen način, bi rekel, formira subjekta, kako pravzaprav lahko, bi rekel, s tehnologijo mislimo nekatera najbolj pomembna pedagoška, če hočete, v bistvu vzgojna vprašanja. In jaz mislim, da tega se bomo morali zelo, zelo resno lotiti, ker sicer, kot rečeno, se mi zdi, da bomo imeli in že imamo, kolikor vidimo, kar precejšen problem že na tej ravni. Drug problem, o katerem se mi zdi, da bo treba resno misliti, je seveda tudi problem, ko bi rekel, ki je bistveno širši in zadeva vprašanje, kaj pravzaprav v tem prostoru z vzgojo in izobraževanjem, govorim seveda o institucionalni vzgoji in izobraževanju, kaj pravzaprav s tem področjem v tej naši državi želimo. Ker politične poteze, šolsko-politične poteze, ki smo jim zdaj priča, na nek način dajejo, se mi zdi, nek ambivalenten signal. Po eni strani imamo občutek, da se v teh okoliščinah politika ne znajde dobro in kot da ne bi vedela, kaj dela. Po drugi strani se tudi jaz ne morem znebiti občutka, da pa morda, da smo morda pri tej interpretaciji malo naivni in da v bistvu, kako bi rekel, da je problem ravno v tem, da politika zelo dobro ve, kaj dela. Govorimo o vprašanju, ali bomo zmogli v tem prostoru ohraniti kakovostno javno šolstvo, ali ga ne bomo zmogli in bomo v bistvu to področje prepustili na nek način, kako bi rekel, tržni logiki in interesom. Jaz mislim, da mnoge poteze, ki jih v tem smislu, bi rekel, ki jih v tem prostoru zdaj spremljamo, v bistvu peljejo k dekonstrukciji kakovostnega javnega šolstva. Jaz mislim, da tle bo treba zelo jasno se opredeliti in povedati, kaj sploh hočemo. Jaz sem nedavno opozoril na to, da se mi zdi, da je problem, ker izobraževanje, zlasti javno izobraževanje, ni prioriteta, že dolgo časa ne, in se to vidi skratka na mnogih področjih, tudi kako se zdaj spoprijemamo s to, bi rekel, krizo, korona krizo, in mislim, mi se na nek način čudimo, zakaj šolska politika deluje tako, da na nek način dekonstruira kakovostno javno šolo enostavno zapre, meni nič, tebi nič in tako naprej, in interpretiramo to, kot da gre za neko nemoč politike, ob čemer, mislim, si je treba po moje zastaviti res vprašanje, ali gre tle za nemoč politike, ali gre pravzaprav za neke druge premisleke, ki nas vodijo v neke drugačne čase. Tako da tlele je to zagotovo nekaj, na kar bo treba biti zelo, zelo pozoren. In tretja stvar, na katero bo treba biti zelo pozoren, je vprašanje izobrazbenega standarda, kakovosti in tega, ali bomo ohranili, bi rekel, zadostno visoko raven znanja mladih ljudi, kot eno od temeljnih vrednot, na katerih temelji naša šola. In prav zadnje poteze na tem področju meni vzbujajo skrb. Mi se zelo hitro zadovoljimo s tem, da, kako bi rekel, otroke razbremenjujemo, da to, o čemer je tudi Zdenko govoril, jaz se zelo strinjam s tem. Si postavljati v bistvu vprašanja, kako bomo razbremenili otroke, tako da jim bomo v bistvu zmanjšali število ocenjevanj, da bomo skratka zmanjšali v bistvu pričakovanja in ocenjevalni pritisk. Jaz se seveda strinjam, da je treba iskati na tem področju rešitve, ker se ne moramo delati, da se nič ni zgodilo, ampak morali bi seveda iskati rešitve tako, da bi bilo popolnoma jasno, da si v bistvu prizadevamo za ohranjanje kakovosti, bi rekel,
izobrazbenega standarda. Ne da znižujemo pričakovanja in v bistvu naprej pristajamo na to, da pač otroci, ki se danes šolajo, ne bodo imeli toliko znanja, kot so ga imeli oziroma priložnost imeli usvojiti njihovi predhodniki v času pred korono. To, da preprosto rečemo, da bo letos ocen manj, pri tem pa ne povemo, kako bomo kompenzirali izpad standardov, to zame pomeni, tako kot sem že nekje napisal, samo v bistvu iskanje političnega in socialnega miru, ceno bo pa plačala seveda tista skupina ljudi, ki ima že itak težave pri v bistvu doseganju standardov znanja. Skratka, tu mislim, da si bomo tudi morali nekaj čistega vina naliti. Rekel sem, da bom kratek, se opravičujem, ker nisem svoje besede držal. Hvala za pozornost. Hvala, Damjan, tebi. Zdaj bi pa kar pustila odprto, kot rečeno, nekaj zapisov je bilo v komentarjih. Morda najprej vabim tiste, da se sami mogoče še priglasite, komentirate. Ali pa morda Andreja, sploh za vrtec, če si uspela mogoče sama že tudi prebrati komentar. Mogoče kakšen komentar iz tvoje strani. Ja, lahko sem uspela prebrati in se strinjam tako s kolegica Danijela. Ja, to, da so bili starši oproščeni plačila, je verjetno odigralo zelo pomembno vlogo, kar pa seveda spet nekaj govori o tem, kako je z našo predšolsko vzgojo. Če starši so prisiljeni, bom dala v navednice, prihranjevati denar zaradi tisti, ki je pač namenjen vrtcu in otrokom na ta način, da ga pač potem preprosto ne odpeljajo v vrtec. In tudi to, kar pravi, mislim, da je Petra zdaj že odšla, ja, vrtci so sami poročali, prepuščeni so bili sami sebi, brez kakršnih koli navodil, brez neke sistemske rešitve, tako individualnih problemov vzgojiteljic, ki so ostale na čakanju, pa so si želele delati in seveda tudi pomočnice vzgojiteljice. To, kar ona tudi opozarja, ja, ta komunikacija tam, kjer je potekala, je dobro, da je bila, ampak vprašanje se postavlja, tako kot sama opozarja, kaj pa tam, kjer je ni bilo. Bodi si zaradi tega, ker pač ali otroci morda nimajo te možnosti in družine, ali same vzgojiteljice. In na Zavodu za šolstvo so recimo, mislim, da pred letom dni nazaj smo se pogovarjali na to temo, ja, so se zavedali dejstva, ko še ni bilo korone, da vzgojiteljice oziroma strokovne delavke nimajo dostopa do ITK-ja, da ga ne obvladajo in podobno, ampak v tem obdobju pravzaprav nič niso naredili, tako na ravni opremljenosti vrtcev, kot na ravni izobraževanja vzgojiteljic oziroma strokovnih delavk vrtcev. Tako da tu se lahko samo strinjam, da so to zelo pomembni dejavniki, ki prispevajo k temu, da predšolska vzgoja utrjuje nek tisti položaj v okviru ministrstva, seveda predvsem nekega marginalnega področja. Pa bi morda tu samo še to opozorila, oziroma ko sem poslušala našega kolega Andragoga, Boruta, se mi je zdelo zanimivo. Na obeh, če smem reči, koncih, tako na začetku kot na koncu vzgojno-izobraževalne vertikale imamo popolnoma isti problem. Izločenost oziroma ohranjanje in reprodukcija neenakosti, ki je temu sistemu lastna, se je tu samo še utrdila. Obe področji zanemarjeni, brez odgovorov na temeljna vprašanja, kaj tu lahko naredimo in kako tema, če smem pogojno reči, obema populacijama nudimo neke možnosti na vzgoje in pa seveda na drugi strani izobraževanje. Toliko. Hvala. Se pogledam. Ja, zdaj, če jaz sledim, mislim, da je Danijela, roko. Ja, sem dvignila roko, zato ker poleg tega, kar je Andreja izpostavila in tudi Borut, je še en del
izobraževanja bil vsaj s pomladanskem rokom popolnoma spregledati, in to je poklicno izobraževanje. Niti v nagovorih, niti v dokumentih poklicne in strokovne šole niso kakorkoli bile posebej omenjene, seveda niso bile niti posebej obravnavane potem v nekih strokovnih priporočilih, ki bi seveda jo to vrstno izobraževanje nujno potrebovalo, ker vemo, da pač poklicno in strokovno izobraževanje je drugačno od splošnega izobraževanja. V javnosti smo veliko slišali o osnovnih šolah, torej nič o vrtcih, zelo malo o izobraževanju odraslih, veliko o gimnazijah, ampak predvsem o maturantih. Popolnoma spregledano je ostalo poklicno izobraževanje, kjer v bistvu dijaki nižje poklicnega izobraževanja ciljev nadaljavo ne morejo dosegati, ker gre za specifično strukturo dijakov, ki so po nekih osnovnih specifikah zelo podobni učencem s posebnimi potrebami. Dijaki v poklicnih šolah pa so zaradi pač same naravnanosti izobraževanja nujno potrebni v šolah oziroma na praktičnem usposabljanju, ker pač razvijajo spretnosti, ročne spretnosti, ki se lahko razvijajo samo v nekem specifičnem okolju, ki pa ga domače okolje ne nudi. Tako da tu sem vsaj jaz iz te strani oziroma strani politike zelo, zelo pogrešala, tudi pač naslavljanje in upoštevanje samega sistema izobraževanja, v katerem je precej dijakov vključenih, bistveno več kot tistih recimo iz srednješolske ravni, ki so bili deležni neke podpore in tudi samega odziva javnosti. Toliko mogoče. Hvala, Danijela. Zdaj bi jaz poskušala vendarle, ta tvoj razmislek, ki je spet bil upravičeno vezan na specifično populacijo znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema, na to, kar je zapisala Tina Vršnik Prše, ki se hkrati opravičuje v klepetalnici, da se ne more oglasiti neposredno, in sicer kako ob vsem tem, kar je povedanega bilo oziroma kar izpostavljamo danes na tej okrogli mizi, vendarle vprašanje vrniti nazaj k temu, kako lahko pedagogika, vzgojno-izobraževalna stroka, strokovnjaki brez ali pa ob obstoječi politiki spodbujamo to, o čemer je razmišljal Zdenko, na nek način kako se, zelo sem si zapletla jezika, skratka, saj mislim, da je razumljeno, kam cilja Tina za tem svojim vprašanjem oziroma s to svojo pobudo, kako se na to odzvati. In Zdenko, vidim, da držiš roko, pa bi te kar prosila za odziv, komentar. Jaz sem poskušal na dosti enostavnem primeru pokazati, kako to gre. Se pravi, bistveno je to, da ne moremo pristati na to, da se reducira razmerje učitelj-učenec zgolj na vprašanje jaz poučujem, ti se učiš. Da je treba enostavno stvari, ki med njima obstajajo, na nek način protokolizirati. Na enostavnem primeru je to mogoče pokazati. Kako naj učitelj zagotavlja ugotavljanje prisotnosti danes, recimo v šolanju na daljavo, in na kakšne pravice ima pri tem, da odsotnost opraviči, da absenco opraviči ali ne. Tega on ne more, to vemo, da v šoli obstaja. Preprosto, ko učenec pride, se vidi, da učenca ni, se zapiše ali kakorkoli se pač uredi, tu ne dela nobenih problemov. Medtem ko tu pa problem je. Skratka, na tej čisto ob tem enostavnem primeru, jaz ne mislim, da ko govorimo o pedagogizaciji, da mislimo tu zdaj na vse razsežnosti tega pojma. Ja, to je res. Vse razsežnosti tega pojma, tudi zlasti tiste negativne, ki na nek način izpostavljajo to hierarhično vertikalo med učiteljem kot pedagogom in učencem ali pa otrokom. Ne mislim na to. Mislim, da morajo obstajati neke procedure, ki morajo biti jasne, neke procedure, ki jih učitelj opravlja, in te sežejo od teh enostavnih primerov, kako pouk začeti, se pravi, brez tega, da učitelj umiri učence, enostavno pouka začeti ne more, pa ne glorificira discipline. Ali zdaj kot nekega velikega pedagoškega dosežka.
Ampak vendarle, brez teh recimo jasno opredeljenih stvari, ko gre za vprašanje recimo izobraževanja na daljavo, tu se bom omejil, pač recimo ta stvar ne more teči. Tudi te diskusije, ki ste jih recimo mogoče danes zaznali v različnih časopisih, ki kažejo na to, kako neenotna je pravzaprav so vrhovi, recimo, ki odločajo o tem, kako naj se določena vprašanja rešujejo. To kaže, da recimo te protokolarizacije ni narejene. Če vzamete vi ta hip stališče predsednika strokovnega sveta o ocenjevanju, ki je objavljeno, in na drugi strani stališče oziroma sklep, ki ga je recimo sprejela ministrstva, vidite, da so to dve bistveno različni stvari. Dokler na teh točkah ni enotnosti, pa recimo, ko rečem čisto same izvedbe, kako se neko opravilo opravlja, do tistega časa preprosto tega opravila ni mogoče uspešno opravljati. Bistvo pedagoškega vprašanja je, ali bistvo pedagogizacije je, kako stvar izvesti. To je bistvo pedagogike, po mojem mnenju. Ne v nekem ideološkem smislu, kaj doseči, ampak to je tisto elementarno, kako stvar izvedem. In mislim, da je recimo, ko gre za vprašanje, tudi to je nekdo navedel, recimo prav tako Tina isto je navedla vprašanje, kako pravzaprav zdaj doseči konstruktiven odziv. Ja, mi imamo ponujeno v gradivu publikaciji ministrstva iz avgusta, imamo ponujene različne variante izvajanja izobraževanja na daljavo, ki očitno merijo na različne epidemiološke situacije, recimo, ali pandemične situacije. Torej, to so mislim na modele ABCD. Najbrž bi se dalo recimo o tem pogovarjati, kateri model recimo bi lahko bil uporaben v določenih primerih. Problem je, da avtoritarna oblast ne more razmišljati, kako bi rekel, z upoštevanjem konkretnih okoliščin, ampak udari po dolgem in počez. In to je tisto, kar je recimo problem zdaj, medtem ko pravim pa še enkrat, so pa določene reči, ki jih mi kot pedagogi enostavno sploh ne bi mogli protokolirati, ker sežejo preko naših pristojnosti. Tu mislim recimo ravno na tiste zgodbe, ki so kontaminirane, lahko na tiste pedagoške poteze, ukrepe, ki so lahko kontaminirane z nevarnostjo kršenja zasebnosti človekovih, otrokovih pravic in tako naprej. Hvala. Robi, ja. Ja, jaz bi še enkrat opomnil na tisto, s čimer sem začel in kar pravzaprav se je potrjevalo tudi v drugih razpravah. Medikalizacija pomeni pravzaprav, da so stroke, ki niso povezane z medicinskim in pa tem ožje političnim obvladovanjem pravzaprav družbene realnosti, pravzaprav zelo slabo prisotne recimo pri iskanju rešitev. Bodimo pozorni, ministrica je nekajkrat v nastopih izpostavila, da ministrstvo ves čas sodeluje z predstavniki pedagoških znanosti, to je bila njena sintagma, in ob tem omenjala Zavod za šolstvo in Državni izpitni center. Pedagoške znanosti ne reprezentirajo recimo oddelek za pedagogiko, pedagoške fakultete. Očitno ima ministrica probleme tudi s pedagoškim inštitutom, in seveda ob takem načelnem odnosu pričakovati, da se bodo rešitve, čisto konkretne rešitve, s katerimi bi lahko izboljšali situacijo, ne da ogrožamo pravzaprav
epidemiološko stanje. Preprosto teh rešitev ni mogoče pravzaprav pričakovati. Jaz moram povedati, da to, kar smo počeli v te prve 3/4 leta, tudi na oddelku za pedagogiko, niso samo gole pravzaprav posnetki stanja, šlo je za mnoge razmisleke pravzaprav tudi o konkretnih rešitvah, ki pa preprosto pravzaprav jih nimamo kam posredovati, ker na drugi strani ni sogovornikov. Od znanosti pričakovati več kot to, da opozarja na probleme, recimo na področju, s katerim se ukvarja, da ponuja možnost pravzaprav bolj kvalitetnega iskanja rešitev, preprosto ni mogoče. To je pač njen skrajni domet. Hvala, Robi. Še kak komentar? Odziv na povedano? Okej, glede na tudi mogoče ta format današnjega srečanja, Sonja, bi ti želela mogoče, da si se mi izrisala? Ja. Samo vse bi lepo pozdravila. Samo to bi povedala še mogoče. Namreč Orbana nekako sodimo, kakšne so njegove poteze na Madžarskem. Ampak že daleč pred pandemijo, mislim, da 2 leti nazaj sem bila na konferenci ECERI v Budimpešti in tam je bila predstavnica Ministrstva za izobraževanje in je jasno povedala, da se na Madžarskem srečujejo vsak ponedeljek za mizo predstavniki Ministrstva za izobraževanje, socialo in zdravstvo. Oziroma, skratka, uskladijo vse akcije, uskladijo z namenom dobrobiti otrok in družin. Mi smo to znali, kolikor sem sama informirana, že v 70., 60., 70., 80. letih 20. stoletja. Tako in s tem namenom so bili tudi organizirani vrtci v Sloveniji, usklajeno, se pravi, vsa 3 področja so bila usklajena. V današnjem času se je pa samo to pokazalo, da ta 3 področja operativno očitno ne delujejo usklajeno, pa se bojim, da tudi v bistvu ne samo, da se ne čuti potrebe, preprosto morda ne vedo, zakaj naj bi sodelovalo usklajeno. Ali pa parcialno. Jaz nimam občutka, da bi se to zanalašč dogajalo, ampak se mi zdi, da smo izgubili operativne sposobnosti za tak način delovanja. Tak občutek imam. Včeraj je bil posvet Korona in vrtec, Pedagoški inštitut je organiziral Center Korak za korakom in se je na okrogli mizi, na kateri so epidemiologi, bili pediatri in tako naprej, preprosto socialni delavci, ker smo tudi zastavili okroglo mizo na tak način, da bi res bili predstavniki vseh strok in izkazalo se je preprosto, posamezniki, operativno posamezniki težko seveda vzpostavijo sodelovanje, ki bi seveda vplivalo tudi na kasnejše strateške odločitve. Dejansko bi to morala oblast oziroma država zagotoviti tovrstne pogovore, dogovore in usklajevanja. In se popolnoma strinjam z vsemi predhodnimi sogovorniki in sem hvaležna vsem za te poudarke, kot da bi izgubili nekaj, kar zagotovo smo imeli. S tem, da se moramo zavedati, da je recimo predšolsko vzgojo v Sloveniji začela sistematično razvijati gospa, ki je vodila, mislim, da Direktorat za socialno
varovanje, nekako tako je bilo, in je poskrbela tudi za širjenje mreže vrtcev v Sloveniji. Skratka, izgleda, da se je izgubilo znanje tam, kjer je pač bilo prisotno, in očitno so takrat pred tolikimi leti ali desetletji bili na mestih, ko se je odločalo, ljudje, ki so poznali stroko. Danes pa kaže, da znanja preprosto ni, da bi zmogli te operativne presežke, ki bi zagotovili neko splošno blaginjo ljudem, ki bi bila sestavljena z tega pedagoškega, zdravstvenega pa socialnega vidika. In hvala vam vsem. Sem uživala. Kamere pa ne prižgem iz subjektivno-objektivnih razlogov. Hvala. Hvala tebi za ta odziv, komentar. Lahko jaz? Seveda. Lahko. Sem na to, če lahko malce samo zelo na kratko v eni povedi. To, kar si povedala, Sonja. Jaz se pravzaprav malce bojim v drugo smer, obratno se bojim, da ko praviš o usklajevanju, jaz mislim, da je Ministrstvo za šolstvo oziroma naše resorno ministrstvo, vsaj kar zadeva vrtce, pa mislim, da tudi ostale, cela vertikala, vendar je celo preveč usklajeno z resorjem za zdravstvo, oziroma da je pravzaprav ta resor kar prevzel, vsaj v tisti prvi fazi zagotovo, ko so bila vzpostavljena navodila, kako ne teče vzgojni proces v vrtcu, zgolj na osnovi medicinskega pogleda, razdalje, varnosti, maska, pedagoškega, pravzaprav pa tam notranja v tistih navodilih ni bilo pravzaprav nič. Tako da malce drugače vidim pač to zgodbo, se strinjam, da morajo različni vidiki oziroma segmenti na ravni države med sabo sodelovati. Samo vprašanje se mi postavlja, kdo zdaj v Sloveniji v resnici prevladuje in kdo diktira to dogajanje na področju po celotni vertikali. Se bojim, da ne pedagoške znanosti, tako kot pravi ministrica, jaz vem, ko pač. Ne, jaz mislim, ne. Se opravičujem, da sem tako skočila. Ne, tudi slučajno ne. Moje izhodišče je uravnoteženost, ker je uravnoteženost vedno bila prisotna. Če imamo otroka pred seboj, je uravnoteženost. Zdaj pa dejansko se je zgodilo točno to. Porušilo se je ravnovesje. Ja, dobro, to sem hotela tudi povedati. Hvala. Hvala tebi. Če smem samo tako opaziti, mogoče je to problem etike medicine. Tako arogantno, kot se recimo medicina zdaj vede do vseh teh oblastniško, in tako malo, kot je pripravljenosti očitno za razmislek o tem, kako bi se vendarle našle recimo neke simbioze. Mislim, to je problem. In to dokazuje tudi to, da imate mnenje zdravnikov, ki govorijo, da so ti ukrepi v izobraževanju prestrogi in namigujejo celo z izjavo, da smo otrokom, kako že rečejo, vzeli otroštvo. Ja. Nič več nimam, to je bilo. To je taka radikalna zaključna beseda. Ker manjka ta vidik komunikacije s publiko, ki je prisotna, kadar se dogajajo taki dogodki v živo, puščam še malo več tega časa, zato da se vklopijo oziroma vklopite mikrofone tisti, ki bi želeli ob koncu še morda dodati kak komentar, še kak misel, še kak odziv. Sicer tisto, kar odzvanja meni, na nek način po vsej tej razpravi, pa tudi čisto mogoče izkušenjsko kot starš dveh šolajočih se otrok, da smo trenutno v neki taki
sivi coni izobraževanja, ko bomo v bistvu legalizirali način izobraževanja, šele ko se bo ta epidemija zaključila, ne, ker vendarle vdiramo nek zasebni prostor, to, kar si zdaj kot ti odpiral, na drugi strani to, kar je Borut opozarjal, ne, da hkrati gre za ogromno število nekih podatkov, ki so skozi to, da pouk poteka nadaljavo, nereflektirano, nezaščiteno, posredovanje naprej, ne, brez nekega zagotovila, razmisleka, kaj se bo kasneje morda tudi s temi podatki vendarle dogajalo, ne. Vse to v bistvu tudi čisto iz te neke nestrokovne, bolj starševske perspektive skrbijo, ne. Tako da mogoče s tem pesimizmom, ne toliko z optimizmom, ne, vodim počasi te zadnje misli današnje okrogle mize. Pa vendarle, ne, sogovorci, glavni današnji govorci, preden da se vam dokončno zahvalim, bi želel še kdo karkoli komentirati, podati kot zaključno misel? Okej. Potem bi se vam jaz še enkrat iskreno zahvalila za vaš čas, za ta angažma in pripravljenost, da smo to okroglo mizo danes v okviru Noči raziskovalcev izpeljali v takšni obliki. Kot povedano uvodoma, ves čas je ta pogovor tudi posnet in bo potem tudi še na voljo za kasnejše preposlušanje, tudi morda za tiste, ki so se morali že pred tem posloviti. Tako da za danes pa hvala za vašo pozornost, aktivnost, sodelovanje in en lep dan, kljub tem pesimističnim mislim na koncu vendarle želim vsem. Hvala vam, lepo bo, adijo. Adijo. Hvala, živijo. Evo, ja. Kar malo manjka, ne, potem ta neposredni stik pa pregled nad dogajanjem.